Sedaj pa nekaj o zakonodajnem področju, konkretno v mandatu te vlade, oziroma v tem mandatu. Na področju notranjega trga je bilo sprejetih vrsta zakonov, ki so v celoti prenovili slovensko gospodarsko zakonodajo. Gospodarska ustava oziroma zakon o gospodarskih družbah je prvič v celoti uskladil slovenski pravni red z evropskim pravnim redom. In še enkrat, ko sem tudi včeraj na specifični seji Državnega zbora ponovil in podčrtal, namen zakona o gospodarskih družbah je spodbujati podjetja, ki na nadaljnjem razvoju rasti, ustvarja torej ugodno poslovno okolje, debirokratizirati, deregulirati, vendar hkrati zagotoviti, da so preprečene in tudi sankcionirane zlorabe in kršitve te zakonodaje. To se pravi, vedno je gospodarska zakonodaja tehtanje med ugodnim zakonodajnim okvirjem za razvoj in hkrati mora nuditi ustrezen pravno zaščitni okvir za potencialne kršitelje in s tem seveda mora krepiti zaupanje v delovanje pravne države. Potem imamo nov zakon o prevzemih. Zakon o prevzemih je v slovenski zakonodaji bistveno bolj oster in poostren, kot je prevzemna zakonodaja v razvitih demokracijah. Zakaj? Zaradi tega, ker je slovensko gospodarstvo v tranziciji in smo želeli tudi skozi prevzemno zakonodajo pripeljati čim več prevzemov, ki so se prej dogajali brez prevzemnega postopka oziroma mimo prevzemne zakonodaje. In še enkrat naj ponovim, kar sem včeraj nekajkrat ponovil, da je gotovo večje število prevzemov v zadnjem obdobju posledica tega, da so podjetja morala seveda iti po prevzemnem postopku in da ni bilo več možno se izogibati prevzemom skozi pomanjkljivo zakonodajo. Torej, povečanje števila prevzemom je dokaz, da je zakonodaja začela končno delovati. Kajti prevzemna zakonodaja nudi zaščito predvsem malim delničarjem, ko določene skupine večjih delničarjev prevzamejo, upravljajo torej s podjetjem, ga nadzirajo in v ta namen morajo seveda dati prevzemno ponudbo tudi malim tistim delničarjem, ki nimajo seveda skozi obseg svoje lastnine v nekem podjetju možnosti upravljanja. Torej morajo ponuditi pošteno, pravično ceno in tudi tu so novi standardi v prevzemni zakonodaji.